Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana. Lepo pozdravljeni. Milček Komelj k pisanju knjige Frances Tele, spomini na njegovo delo in učence, ki je mimogrede nastala na dokaj spontan način, ste pristopili poglobljeno in v spominsko-esejistični maniri, kjer je mogoče razbrati duh časa in intelektualno atmosfero. Morda za začetek najinega pogovora, kakšen je bil vaš odnos do Franceta Steleta, s katerim ste imeli malo osebnih stikov, pa vendarle veliko posrednih stikov? Ja, jaz se spominjam na Franceta Steleta, odkar sem živ pravzaprav, zato ker je bil moj stric umetnosti zgodovinar, moj oče bil ljubitelj umetnosti, knjižnice novomeške, in kadar je stric nas obiskal v Novem mestu, sta se vedno pogovarjala o umetnosti in takrat je nekno zvenelo ime Stele, ne, in potem sem ga tudi videl večkrat, ko je govoril na razstavah v Novem mestu in kasneje, ne. Seznanil sem s njim pravzaprav osebno samo enkrat, ne, do te knjige, ste rekli, da je nastala spontano, je prišlo pa na zelo nenavaden način. In sicer voditeljica tega znanstveno-raziskovalnega centra Franceta Steleta pri znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti je v 50-letnici Steletove smrti prišla na misel, da je tiste ljudi, ki so ga še živo lahko videli, da bi v nekaj napisali, oziroma skratek spomin, in ki ga bi potem na spletni strani tega inštituta objavili. No, in jaz sem to sve napisal, namest par strani mi je tako naraslo na 80 strani, potem so prišli na zamisel, da bi to izdali knjigo, pa sem pa še razširil, ne, tako da sicer ne bi nikoli se poglobil kaj tazga. In potem sveče se pa človeku spomin odpre, so se mi pač nagrmadili spomini, predvsem pa tudi zato na odnos Steletovih učencev do Steleta, ker so bili stričevi prijatelji, vsi umetnozgodovinarji iz prve generacije Steletovih učencev, ne bom rekel moji prijatelji, ampak vse sem poznal, jih bolj kot vrstnike, tako da sem tudi vedel, kako so oni bili očarani nad Steletom. Mislim potem to knjigo neko razširil, tako da nisem spomin na Steleta, ampak tudi na njegove učence. Če se pa ne bi zdelo nič v njegovem delu, bi pa tudi čudno, tako da je tudi spomin na njegovo delo, ker pa to ni smela biti zdaj neka taka strokovna publikacija, ampak spominska knjiga. Sem pa vključil tudi pogled na njegovo delo skozi spominsko perspektivo, ker sem se življenje Steleta preberal, ne. Med počitnicami, ko nisem vedel, kaj bi delal z diplomom, je pa oče rekel, naj obdelam nekako dosežke slovenske umetnosti zgodovine, sem z tega res lotil, sem skozi preberal in tukaj bi tudi spredil Frances Tele. Sem tega nisem potem napisal, tako da sem enostavno tudi te zapiske našel, da sem skozi spominsko perspektivo skušal Steleta, njegove učence, njegov pomen in njegovo osebnost tudi prikazati na nekako slikovit ali pa nazoren način. Kaj pa je vam osebno Stele kot utemeljitelj slovenske umetnostne zgodovine, tudi profesor na Univerzi v Ljubljani, pomenil? Kaj je bil on za vas kot figura, kot vzornik? Pojem izrazitega domoljuba, začetnika umetnostne zgodovine, oziroma začetniki so bili trije pravzaprav na tej znanstveni stopni, Vojislav Mole, ki je kasneje bil na Poljskem, Isidor Cankar, ki je sistematične temelje upeljal. Stele si je pa za življenjsko nalogo zadal rešitev vprašanja, če imamo Slovenci tudi likovno umetnost, ne samo literaturo, ki temelji na slovenskem jeziku in je zaradi tega sama po sebi razpoznavna kot slovenska. Tega se je pa lotil po znanstvenega nagiba, hkrati pa tudi z domoljubnega, skratka, kot zaveden Slovenec skušal afirmirati našo kulturo in to je bilo njegovo življenjsko poslanstvo in ravno v tem so se pa navzeli tudi njegovi učenci tega vidika, da so iskali, kaj je slovensko, kaj ni in tako naprej. Tako da je to specifičen poudarek. Jaz sem pa s tem tudi nekako živo Steleta sem poznal in ko sem pa šel študirati, v prvem letu, ko je pa Stele, ko bi že dolgo pogljen, celo imel predavanja, ampak istočasno, isto uro na isti dan kot profesor Luc Menaša in zato smo morali Menaša, tako da je Menaša ga nekako izgnal, če lahko tako rečemo. No, videval sem ga pa, zlasti pa potem, ko so bili zagovori dizertacij, on bil v komisijah in takrat sem ga tudi poslušal in spoznal njegov način razmišljanja, ne.
Franceta Steleta, ta je bil rojen leta 1886 in je umrl 1972, opisujete tudi kot pomembnega varuha kulturne dediščine. In je deloval pravzaprav skozi 3 politične sisteme, kar je zelo zanimivo, da je v bistvu lahko videl našo zgodovino skozi Avstro-Ogrsko, preko jugoslovanskega prostora, pa tudi druge svetovne vojne v socialistično Jugoslavijo. Ja, to je res zelo zanimivo in Stele se je tukaj moral seveda nekaj mere prilagajati, čeprav se v bistvu ni nikoli spremenil, ampak je svoj pogled avtentično in pošteno razvijal v vsem tem obdobju. On je seveda začel kot varuh spomenikov, kot konzervator že v stari Avstriji, za Kranjsko, sprav je čutil, da je treba svoje spomenike ohranjati, varovati, spremljati, zato je bila takrat so bili tudi zaupniki na podeželju, oziroma ki so spremljali stanje spomenike, opozarjali konzervatore in on konzervator in šele potem leta 1938, ko je šel Isidor Cankar je postal veleposlanik, v diplomacijo, je on postal profesor z izkušnjami dela na terenu, Potem sve po vojni je pa tudi velika avtoriteta, bil pa on seveda izrazito krščanski, tako človek, ki je že v mladosti, tudi bil zelo dejaven v teh takrat znamenitih kongresih katoliških, slovensko-hrvaških, še pred prvo svetovno vojno, in tam je Mrtvarat je poročal o umetnosti, predvsem pa tem, kako je treba zaščititi stare spomenike. To je bila že takrat njegova glavna tendenca. Zlasti takrat je bila ideja še na začetku, ko je bil mlad, da morajo biti cerkve neko stilno enotne in so zato kakšne dragocene umetnostne spomenike ven metal, pa jih nadomestali z novogotskimi, naprimer, ki niso bili nič vredni. On je to opozarjal, tako da ves čas je bil to njegov glavni impuls ohraniti to dragocenost. Po vojni seveda je profesor je pa tudi v tem smislu vzgajal in vsi njegovi učenci vedo povedati, in tudi v njihovih tekstih se vidi, da so vedno opozarjali, da mora vsak umetvinar biti tudi konzervator, se pravi, paziti na to, da bodo spomeniki ohranjeni. Ste rekel, če ne bodo ohranjeni, tudi ne boste imeli česa raziskovati. No, on je seveda bil, to sem prej rekel, da je bil pri teh krščanskih katoliških shodih izrazito tak propagator, tudi moderne cerkvene umetnosti. Se ni spremenil, ampak po vojni je pa seveda to bila zanj nekako nadloga in je to malo poudarjanje idealizma nazorskega odmaknil. So študenti rekli, da jim seveda ni več hotel posojati knjige te vrste in podobno. Je pa bil taka avtoriteta, pa očitno tak značaj, komunikativen, prisrčen, da ni imel kakšnih hudih sovražnikov. Imel pa tudi srečo, kajti med vojno naprimer zdal knjižico Kmečka kultura, ker se mu zdi sve komunizem nekaj groznega in tako naprej svaril pred tem, kaj bo pred Sovjetsko zvezo, njihovo antikulturo in tako naprej, ampak mu nič ni bilo. Spominjam se, ko je Dajan Prelovšek na simpoziju do Miljan Cevca predaval, je rekel, da je Cevc bil tak ljubitelj sveste leta, da je iz knjižnic ven metal krtečne listke s kakšnimi deli, ki bi mu lahko škodili. In tudi v zborniku za umetno zgodovino posvečeno Steletovem zborniku in njegova kompletna biografija, pa manjkajo teksti iz tega časa. Tako da je on pa pol bilo še nenavadno, je pa postal častni doktor Univerze Ljubljanske takrat kot Tito, in tudi odlikovan je bil, Tle ima tudi zasluge očitno Božidar Jakac, ki piše v svojem dnevniku, da je na Brionih Tito govoril, kako pomemben je Stele, ki bomo vsak čas 80 let, pa je odlikovanje, Tako da je Stele bil taka osebnost, ki je res se te sisteme preživel in posod je bil avtoriteta, ni se pa strokovno dal podjabniti, oziroma da bi začel proti svoji volji, kajti tudi po drugi svetovni vojni je bil funkcionar tudi v zvezdnem merilu, in je na kongresih govoril o jugoslovanski umetnosti, pa je rekel, da jugoslovanske umetnosti ni, da je samo umetnost jugoslovanskih narodov in še to je treba potem reči, umetnost Istre, pokrajin in podobno, tako da se ni odmaknil od realnosti, Sveda je kritiziral tudi šovinizem v tem smislu, da drugo umetnost dajete v nič, pa samo neko lokalno hvalite, ampak v resnici na stvarnih temeljih obstal in bil skratka avtoriteta že pred tem. In tudi kasneje je bil velika avtoriteta, ker so pomembni umetnovinarji svetovni bili njegovi kolegi še z Dunaja in je imel pa med njimi neko veljavo, zlasti na bizantoloških kongresih, ker tudi veliko potoval in hodil po terenu, vmes je pa tudi predaval, seveda, Tako da je to prav zanimivo. Njega opisujete kot osebnost v smislu kvalitete duha in temu primerno opisujete v knjigi s primeri iz
pesmi, citatov, s fotografijami. Predstavljate ga dejansko kot človeka, kot nekoga, ki je imel povezavo z mnogimi ljudmi iz kulturnega sveta, s svojimi učenci. Ja, on je bil poduhovljen človek, izrazito, obenem pa ni bil poznavalec stare umetnosti, predvsem srednjeveške, gotske, ki je sama vse poduhovljena in ravno zaradi tega je tudi sodobno umetnost spremljal in najbolj intenzivno razlago. Se pravi ekspresionizem. Bil pa ni samo umetnost-zgodovinar, ampak je bil tudi tajnik Pena in je postal prijatelj, poznal celo vrsto pomembnih pisateljev, tudi v njih pisal. Potem je bil, seveda tudi prevajal je, zanimal ga jezik, pisal je vsem skratka. Tako da je pisal temeljna dela, hkrati je pa tudi poročal dnevne časopise, vse mogoče, posod je bil skratka zraven, bil taka celovita osebnost, od verzih je poskušal, tako kot so bili ljudje te generacije, ravno tako kot Izidor Cankar in tudi Mole, tudi pesnik je bil, tudi Mole, na primer, ne. Tako da on je bil še poganjek tiste generacije moderne, ko je slovenski duh, če tako rečem, se razrasel in je zacvetel v impresionistih, v pesnikih moderne, on je bil nadaljevanje tega. To so bili taki univerzalni ljudje, domoljubi, hkrati pa svetovljani, poliglot je tudi bil, se je posod znašel, ne. Med prvo stojno vojno, ko je pa kot Odisej potoval, ne, skratka, cela leta bil v odništvu, je pa vsak trenutek izkoristil za to, da se je učil vse mogoče jezike, razgledoval, da je bil res opremljen z znanjem, poznavanjem in situ umetnosti, stike je imel z ljudmi in taka narava je bil srečna, da je razveseleval. In ob tem, ko je bil tako religiozen, ne pa božnakarski, ampak je pa bil hkrati tudi zlozemeljski človek, ne, tako da ni vpil o telo moje, diječa moje duše in podobno, ampak je veliko dal tudi na zemeljska, ko bi rekel, veselja. In iz njegove korespondence je razvidno seveda, pa tudi spominov, kako je na ekskurzijah red tudi seveda jedel in pil cviček in podobno, in tudi na tej sliki, na naslovnici knjige, je tak zemeljski človek, ne, hkrati pa ponotranjen, bil tako nekako kompleksen, ne, nenavadna osebnost, res, tako da so ga vsi, ki so živo spoznali, so ga ohranili v lepem spominu. Jaz sem z njim govoril prvič, oziroma pa skoraj tudi zadnjič, ko ga je stric me je predstavil kot otroka, študenta v prvem letniku, ne. Pa sva se pogovarjala in rekel, da že slišal, da sem nova pridobitev, to sem vškecal, moj stric je rekel, se je zmislil, tako ne bistveno, ampak ali pa je res se pozanimal že takrat za študente, ker on je stroko umetnostzgodovino, vso kulturo spremljal in je tudi potem pisal občasno pogled na umetnostzgodovino, ker je ni nobenega izpustil, je vsakmu raziskovalcu dal svoje mesto, skratka, tako da je kot en oče bdel nad razvojem umetnostzgodovine in zato so mu tudi študenti rekli ata, tako kot so rekli oče Jakcu, ne, slikarstva študentje, je velel za očeta umetnostne zgodovine in ko umrl, je hotel moriti z Bogom ata zadnji, kar pa bi tako žalosten, da ni zmogel, ne pa rekel to. En drug umetnovinar, skratka, res so ga imeli vsi radi in so se pravzaprav čudili, kako to. V času, ki je gledal neko perspektivo, so znali novo življenje, on jih je pa tako svojil, da so se zaljubili v preteklost in so videli, da bomo spoznali, kdo smo, preteklost raziskati. In so to strastno delali, to je bila generacija strastnih učencev, ki so nadevali njegovo delo, on jim na razdelu področja, potem so oni seveda raziskovali, potrjevali njegove poglede, jih deloma spreminjali, kakorkoli, vseh je pa ostal stele taka svetla osebnost. Morda je tukaj zanimivo, ko opisujete njegovo osebnost, tako se tudi lotevate vašega dela. Torej, v knjigi ga opisujete na način, da ga citirate ali pa da citirate kakšne druge izjave s pomočjo pesmi in s podobnim in tako tudi napišete. Na terenu si je Stele vsa opažanja sproti zapisoval v žepne beležnice, katerih zapiski so spričo spremenjenega stanja spominkov na terenu do danes postali že dragoceni zgodovinski vir. Kako ste prihajali do teh zapiskov, do teh virov, do teh, bi rekla, snovi, ki jo potem uporabljate v knjigi? Iz teh verov nisem, to ni študijska knjiga, ker bi Steleta skušal približati. Seveda, te zapiski so na ZRC in zaradi te knjige sploh nisem šel gledati, noter jih nekaj reproduciranih, ampak Stele je hodil po terenu in si je vse blokce zapisoval. Opažanja, ne, kot ste rekli, in potem marsikaj so med tem uničili in je to dragocen vir. In zato so tudi vsi njegovi učenci so imeli te beležke in jaz sem hodil na ekskurzije, ko so bili mlajši in starejši in so si vsi starejši zapisovali po starejšem načinu,
beležke, svoje opažanja. Se spominjam, se je enkrat Anica Cevc tam jezila, če še vila nekateri mlajši sploh ne zapisujejo. On so imeli pa že fotografske aparate, čeprav tudi Stele imel fotografski aparat, ampak se je zapisoval in to se je skazalo kot zelo dragoceno. Moj stric je po stoletnem zdoru imel to čez 100, ne vem koliko, enkrat rekel, hmalo bo 100, sem bil še otrok teh zvezkov, to je bilo že skratka običajen način zapisovanja. No, jaz sem pa te citati, so pa tako, ker sem pa pisal o Steletu, da bi prikazal tudi njegovo umetnost in ko sem se spominjal, kako sem ga bral v študijskih letih in pozneje sem pa potem seveda poiskal tisto odlomek pa ga citiral iz knjig, ne. Drugače so pa te na voljo, te njegovi zapiski na ZRC-ju, ne. In notri sem tudi svojega strica objavil na beležko, skratka, to so bili nekaj znamenitega. Te tako imenovani notes jih je Cevc imenoval, ki jih je tudi imel, ne. Vsi so zapisovali. Sve, danes to delajo drugače, eni tudi zapisujejo kakorkoli, ne. Drugače pa Stele hodil tudi so fotografije, da bi freske od blizu videl, je stopil na lestve, na zidarske odre, mora biti to zelo gibčen, če tako rečem, ne. Danes pa, kolikor vem, nadaljevalci njegovega dela, ne, ravno za RC-ju, delajo evidenco vseh fresk tako, da si pomagajo s fotografijami med zdronje, kako da gre, naprimer, cerkvi, pa če na aparat pa da od blizu lahko fotografirajo. Takrat je bilo to zelo težko vse fotografirati na črne plošče in Stele tudi ogromno tega gradiva ohranil, ker je med vojno bilo veliko uničenega, že pred vojno se zapisoval, si fotografiral, tako da so ti zapiski njegovi vir. Kot ste že omenili, je Stele zaščitnik kulturne identitete naroda in je na nek način zelo močno vplival na, lahko rečemo, tudi današnje, recimo, umetnostne zgodovinarje in ljudi iz področja kulture in umetnosti. Kakšen je ta njegov vpliv? Kako vi vidite ta njegov vpliv? Stvar je v tem, da Stele je poseben zgodovinski položaj. In sicer se je vprašal, ne, oziroma hotel potrditi, da imamo tudi Slovenci likovno umetnost, da se je vedlo, ne, skratka, je občudoval Prešerna in sploh poznal imenito so literaturo, hotel pa dokazati, da imamo tudi likovno umetnost, skratka, da smo kulturno polnovreden narod. In ko je bila razstava, zgodovinska razstava slovenske umetnosti leta 22, je on sprožil, je sprožila debato, a je naša umetnost slovenska ali ne. Richard Jakopič je trdil, da so prej slovenske umetnosti ni bilo pri nas, da je vse sam nemško pa italijansko, da je šele on, da impresionisti so prva slovenska umetnost. In posledica te razstave je bila knjiga Franceta Steleta, ki je šla leta 24-23 Dom in svetu že izhajala, in sicer oris zgodovine umetnosti pri Slovencih, in to knjigo imenujejo umetnost zgodovinarji Zlata knjiga slovenske umetnosti zgodovine. In tam je on seveda skušal zasledovati slovenskega duha, kako se je manifestiral skozi likovno umetnost, ne. In te njegove trditve, seveda, pogledi so ostali veljavni, so barvani znameni tistega časa, ne, kasneje so rekli, seveda, ni mogoče govoriti neki narodni duši in podobno, ampak bistvo je ostalo. In on je spremljal, kako je prodirala našo ozemlje, na primer, evropska umetnost in kako so si ljudje na Slovenskem to umetnost prilagajali in predvsem ga je zanimalo bolj kot pravzaprav vplivi, tako kot zanimajo daljše, mlajše generacije, ki jih ta vidik več toliko ne zanima, jih je zanimalo to, kaj smo naredili iz vplivov oziroma iz impulzov iz Zahodne Evrope in drugod svojega. Tako da je slovensko sistkov. To je pa seveda zelo težko izmerljivo, oziroma v bistvu se ne da tega znanstveno dokazati, to se da mogoče pesniško izraziti in je pol Stele ugotovil, da to se da samo s srcem dojeti. In tudi on je začutil, da je prva emanacija res pristna v impresionizmu slovenstva, v moderni. Je pa opažal svet tudi barok, da je pri nas drugačen kot drugod, da že v baroku je mogoče govoriti, da je nekaj specifičnega, torej če je specifično slovensko, ne, v naši umetnosti. In tukaj je celo se sporekel z Jakopičem, ki je trdil, da so še impresionisti slovenski, in pol je Jakopič le priznal, da je nekaj slovenskega tudi v Bergantu, tako da je barok je bil takrat še, ki je Stele živo, je celo napisal, da je barok bliže Slovencem kot moderna umetnost, je bil še del skoraj realnosti, sodobnosti tistega časa, tako se je korenil nas, ne. In seveda tukaj se je potem postavilo tudi vprašanje, zdaj Stele je opažal pokrajinske značilnosti, ne, ki so ker je Slovenija na stičišču kultur zelo pestra, po drugi je tukaj narodna duša, ki je videl, in potem zastavilo razmerje med pokrajinskim in naprimer med nacionalnim, ne.
In tega vprašanja so se lotevali potem vsi njegovi učenci. Vsak na svojem področju, on je razdelil, kdo se je ukvarjal s srednjim vekom, drugi z barokom, z arhitekturo in podobno in so vsi to neko iskali. Zlasti profesor Šumi je to najbolj izrazito, čeprav je tudi najbolj skušal revidirati nekatere poglede od Steleta in zato je imel še za večji vzor, ker je bil po naravi Šumi filozof, v mladosti najraje filozofske knjige bral, je imel za največji metodološki vzor sicer Izidora Cankarja. Stele je pa tudi spoštoval Cankarjeve poglede, ampak je rekel, da je glavna naloga znanosti, da resničnost prikaže, resnico. In zato je on enostavno različnih prijemov se posluževal, tako da bi čim bolj otipljivo pokazal, kakšna naša umetnost je. Mu ni šla za neko čisto špekulacijo, ampak je bil stvaren, konkreten in bolj zemeljski. Cevc je bil največji svoj oboževalec, tudi Steleta. Pojavil se pa problem v tem, ker so že pred vojno, Stele je seveda, ko je te pokrajinske raznolikosti opisoval, je to umetnostno zgodovino, tam metodologija se imenuje umetnostno-zgodovinska geografija, se pravi, da iščete značilnosti geografskega prostora, ki se v različnih zgodovinskih časih manifestirajo, Je pa seveda so pa pogledi na raso, na narod, na pokrajino in na zemljo in na kri in tako naprej, so potem med vojno seveda speljali do abnormalnosti, če pomislite na Hitlerja in podobno, zato so bila potem taka iskanja doskrat, tudi če so čist na realnih tleh, veljala za sumljiva ali pa celo prepovedana. Jaz se spominjam, ko sem magisterij zagovarjal, je profesor Lucmana še dajal nič o ekspresionizmu Franceta Kralja in je trdil, da je to blod in boden, da je nacizmom povezoval, čeprav je kralj zrastel s kmetov, je bil kmet in je enostavno črpal z zemlje, nima to nič z nacizmom, tako da to ni bilo zelo zaželeno. Zato Cevc pa rekel, bolj govoriti samo o pokrajinstvu, kot pa o narodni duši in rekel, ker se govori o krvi, lahko pripelje do krvi in podobno in so nihali pol zdaj, kaj ima večjo vlogo, genius populi človek ali genius loci, vsekakor to ni. Bistveno Šumi je tudi več dal na pokrajinske značilnosti, ki so bolj razbezljive. Meni pa vedno govoril, nihče ne bo dokazal mi, da ni tudi nacionalnost važna za umetnost zgodovino, predam nacionalnost. Skratka, ta vprašanja so se skazala bistvena zato, da je pokazali, da imamo svojo umetnost. Danes so pa časi drugačni in mlajše generacije se zdi to nekako že anahronistično, čeprav ni, ker so nacionalno smerene, pa doskrat brez te zavesti narodne in potem doskrat piše o Steletu, ki seveda, do katerega ohrani vse spoštovanje, da je pa le pretiraval s tem iskanjem slovenstva, seveda ni pretiraval in se tudi časih, kakšen sem že opazil, skliceval na uvod v drugi izdaji njegovega orisa, ker je pa Stele napisal, da je oris znamenje otrok svojega časa, in da danes ni več to aktualno, s čimer pa mislil to reči, da ta vprašanja niso tako aktualna, da je danes že samoumevno, da imamo tudi svojo likovno umetnost. Da nimamo, da tega ni treba potrjevati, takrat je hotel pa potrjevati. Tako da danes bi človek rekel, da seveda se zavedajo mlajši Steletovega pomena, jih pa več ne vznemirja to vprašanje slovenstva, ampak bolj taka tehniška vprašanja, bolj tehnološko gledajo, iščejo vplive in podobno in mozaično gleda našo umetnost, ne da bi jih usmerila neka ideja. Stele pa ni bil podatist in je bil svet znanstvenik, obenem je pa delal to iz nagiba, da bi pokazal, da imamo svojo umetnost, je bil tudi narodno-kulturni delavec, skratka. Vse skupaj veni, zato je tudi zanimiv, zato je tudi osebnost. Če bi samo znanstvenik suhoparen z nekim rezultati, nikakor ne bi bil zanimiv, da bi človek pisal njem knjigo, Milče Komelj, v vaši knjigi pišete o času, o prostoru, o ljudeh, skozi konkretne situacije, skozi to, da mi začutimo, torej da bralec začuti duh časa, torej tudi aktualno atmosfero in ne nazadnje pedagoški vpliv Steleta. Bi lahko rekli, da danes, malo ste že omenili, da Stele znova v nekih segmentih postaja aktualen, pa kakšen je danes njegov vpliv v pedagoškem smislu, v smislu družbenega odnosa do kulturne dediščine in do identitete? Steleta imajo vsekakor vsi za vzornika v njegovem odnosu do kulturne dediščine, to vsekakor, to obstajajo konzervatorske nagrade Steletove in podobno. Kako zdaj nam gledajo, težko rečem, ker že dolgo nimam pogledal pedagoške procese, ampak ko sem bil še profesor, filozofski,
se ni nihče proti njemu protestiral, kot so pa proti Cankarju, ne? Ker je groteskno. Cankar bi genialen ne? In je najprej skušal narediti, če Cankar preskočim, neko sistematiko, ne? In sve na podlagi te sistematike so vam bili jasni osnovni pojmi, ni se pa dalo na podlagi nje ugotoviti ob nekem predmetu, umetnostnem artefaktu, ga datirati in podobno. In zato so potem rekli svet, kasneje nekateri kolegi moji, ne, da ni bil znanstvenik, ampak sem filozof in da je napačno smer obrnil našo medicino, ker seveda ni res, ampak je naredil osnove, dopolnil oralno smer je pa Frances Stele. Tako so bili vsi komplementarni ti ljudje. In ko sem jaz študiral, so Steletovi učenci bili profesori, ne, in so seveda vsi se sklicovali na Steleta. Edin Luc Menaše, ne, malo manj, oziroma on je pa bil seveda izjema v tem, ker je ga zanimala evropska umetnost, ne toliko slovenska. In ga je motilo, da so slovenstvo poudarjali. On je pa tudi poudarjal, da je napol žid, ne, je pa enaki meri pa vsazga, ki je žid poudarjal in tako naprej. Pa njih afirmiral, no, kar je čisto tudi razumljivo. Ampak dejansko je bilo takrat v iskanju slovenstva, potrjevanju, to je bila glavna ideja, ne. Mlajša generacija so pa seveda iz tega shajala, so pa nekatere stvari, odprte vprašanja, bolj konkretno se lotevali, ogromno dragocenih stvari so ugotovili, tako da je tudi na podlagi raziskav svojih učencev, tudi Stele nekako razširil svoje poglede, kajti Stele je ugotavljal seveda, da tista umetnost, ki je res najbolj slovenska, ki je nastala v srču Slovenije, ker je Ljubljana v srču Slovenije, ne, naprimer na Štajerskem so pobude iz Graca, ki je avstrijski, nemški, ne, in jaz to rekel, naprimer, da Narodna galerija mora biti v glavnem kranjska, če hoče biti nacionalna. Če bodo pa umetnine vse povsod, bo pa navadna provincialna pokrajinska galerija. Potem pa rekel seveda, pa tudi imajo nekateri štajerski umetnosti večjo vlogo, ko so njegovi učenci to raziskali, ne. Skratka, da je razširil samo kranjski pogled. V njegovem risu je pa sve sam kranjska v glavnem obravnavala, ne. Tako da so razširili njegove poglede, jih utemeljevali, ne. Nekatere detajle, ki so sedaj romantični, naprimer ljudska duša in tako naprej, to so etnologi rekli, da to ne obstaja in podobno, ampak Stele se metaforično izražal tudi, ne, in niso v ničemer njegovih izsledkov mogli zanikati, ne. Profesor Šum je najbolj tako izostril, je skušal slediti Cankarju in je skušal svoje poglede izostriti in je mislil, pa napisal, da je nekje presegel Steleta, naprimer je upeljal strukturno metodo, ampak če berete Steleta, je tudi Stele imel tak pogled. Piše, mimogrede, kje v kakšni cerkvi, da je pa oblika gotska, v resnici je pa že renesančna. To je torej strukturna metoda, ni pa tega izpostavljati kot kasneje. Tako da Stele je bil tisto shodišče, na katere so gradili, se nanj sklicevali, so bili veseli, ponosni, zlasti Šumiče so lahko ga v čem presegali ali pa korigirali, mimo njega ni mogel nikoli, skratka, nihče in še zdaj ne more, ne. Zanimivo je, da v svoji knjigi, če se vrneva še malo nazaj na knjigo samo, vključujete tudi pesmi, ki jih je napisal Stele, tako naprimer v eni hitici: Vem, da ti skomine vzbujam, vem pa tudi, da boš to besedje prav iskreno vzel si k srcu. Kakor ga zapisal je popotnik, ves prevzet od prage zlate. Tatja, Dore, Salve. To je pa odlomek iz pisma, ki ga je napisal Tatjani Božidar Jakso, ki sta pa tako družinsko povezana, da je kar kot eno imenoval Tatja Dore. No, tle imam poglavje tudi o odnosu Jakca do Steleta. To zgleda mogoče pretirano, ker Stele je poznal seveda pa pisal vse umetnike. Z Jakcem pa posebej povezan, ker je napisal monografijo, predvsem pa sem zato to povezavo peljal, ker je tudi Jakac veljal za konzervatorja slikarske. On je zato slikal vse lepote slovenske, ki so izginjale kozovce, to, kar je Stele skušal ohranjati, pa opisoval z besedo, Jakac pa slikal, ne iz umetnostnega se nagiba. In tukaj sta se bila, to je že Mare Pogača in gotovo popolnoma kot dva brata, ne, sorodna, ne. Stele, Jakac je mlajši, Stele je v mladosti v njem tudi pisal, kasneje pa monografijo in potem je seveda v duhu stare manjere so se ti ljudje, ki so bili osebnosti v verzih, dopisovali. Tudi Jakac se je trudil z verze, svet večji virtuosi bi stokratne v slikarstvu, Jože Kastelic, Maksim Gaspari, takrat je taka tradicija, spominske knjige so si v verzih pisali in Stele je tudi v mladosti pisal pesmi, eno sem tukaj citiral, Hrepenenje, zelo nenavadno zanj, po sreči, in skazali se, da ta sreča ubeljena žena smrt, ker v sreči sve se popolno v smrti, čeprav je to nenavadno, ker Stele seveda sicer smrti ni štel za kakšen cilj
življenja, čeprav je pripričan bil pa smrtno življenje, ampak je vse lepote tega življenja, vse njihovi čutnosti, neposrednosti, slastnosti skušal dojeti in je vse to skušal tudi v besede, v verze upeti in ima vrsto takih duhovitih verzov pa hudomušnosti. No, ko sem to knjigo že napisal v osnovi, mi je pa gospa Mija Orenčič pokazala pisma oziroma razglednice Steletov, ki jih Stele Kseniji Rozman, svoji zvesti učenki, pošiljal, ona je pa, potem je nažalost takoj zatem umrla, dala ZRC in potem so te razglednice tako duhovite, da sem marsikaj noter vključil. Kajti niti ene ni take, da ne bi z nje razviden Steletov hudomušen, hedonističen značaj, ker ona očitno mogoče malo učitela, da se preveč posveča tudi jedači in pijači na ekskurzijah, on se je pa to vedno potem provociral, pa je pisal kaj spil in podobno, potem je pa še dražil umetnozgodovini, res so med to značilnost, da so odkrivali freske, kot Stele, ne? Moj stric je bil tudi konzervator in so vsi bili najbolj ponosni na to, če so prvi videli kakšno odkritje, pa če drugi to niso vedeli. In zato anekdote o tem krožijo, naprimer, Nace Šumić, če ste ga vprašal, je bilo nekaj čisto novo odkrito, česar ni mogel videti, pa sem obvel, pa rekel, znano mi je. O mojem stricu je zadnji kar napisal, kako so ga okrog prinesli, so mu trdili, povedali za neko odkritje, rekel, poznam, v resnici tistega odkritja ni bilo, skratka, vsi so hoteli in Stele to poznal in zato je tudi na teh razglednicah dražil gospo Rozmanovo, je rekel, da nekaj gre gledati, če se ona gotovo še ni videla, pa tekmujva, kdo previdom podobno, skratka, bi to zelo hudomušen in šaljiv človek, ne. Je pa zanimivo, da ste vključili tudi svoje skice, recimo Sejalec po sliki Ivana Groharja. Kako je to vključeno? Veste zakaj? To je pa čist iz enega posebnega razloga. Dobro, nekaj drobnih risbic Cevca, ki sem ga leta 62 mimogrede narisal, to mislil knjigo vključiti. Za večino teh slik, ne, so priskrbeli v znanstveno-raziskovalnem centru ZRC, ker imajo pač arhiv s fotografijami Steleta. Druge, naprimer, ko omenjam impresioniste, in to sem pa jaz dal skenirati po knjigah. Potem so potem rekli, da je danes vse tako zaščiteno, da te slike ne morejo v knjigo in bi pol slik manjkalo in to je bilo tik pred tiskom, jaz pa kaj sem, ker sem otroke risal, sem rekel, bom pa sam prerisal. Jaz sem jih potem zato, da sem noter narisal. Tako da nekatere, zlasti Bergant je bolj slab, ker je bila slaba reprodukcija, ene so boljše, kakorkoli še najboljše kip Draga Trešarja, ker Trešarjemu to veselje, da sem vedno njegove kipe narisal, če sem moral pisati, ne fotografiral, ker ne znam fotografirati, ne. Slikari pa bolj risanje z roko cenijo kot fotografiranje in zato so se čisto nepredvidoma te moje risbe noter znašle. Ali pa Gaspari, ki se ne sme reproducirati, sem pa prisal njegovo karikaturo. V par dneh, tako kot mi je pač se posrečilo. To da mogoče zdaj, ne vem, bom ško rekel, šarem, ampak knjigi ali pa se vidi, ko sem okorno risal, ker sem si moral, ker imam roko že, nimam izvežbano, ker neč narišem, ampak to je nastalo čisto po naključju ali pa iz višjega vzgiba, ker drugače teh knjig ne bi smelo biti noter. Pa mislim, da to daje en poseben čar, ker daje eno osebno noto in deluje res na nivoju intime celo in intimnega odnosa z Steletom. In na koncu ste tudi zaključili z epilogom, ki bi lahko rekla, da je pesem. Ja, vaša. Pesem, to sem pač na koncu, začetku sem napisal eno verzifikacijo o Steletu, ker sem pač zgostil njegove značilnosti, kot nekakšen portret, to je bolj verzifikacija, na koncu mi je pa sama sebi par stavkih, en povzetek, čist kratek, ne, to niti ni. Pesem pa tako, da se tako, kot se je začela, tudi konča, ne. Pa Stele je ogromno na verze dal in on je rekel, da si želel biti pisatelj, pa pesnik, ne umetnozgodovinar, ne. Isto kot Jurij Cankar in tudi Vojislav Mole, ne. Tako da je zanimivo, vsi najboljši umetnozgodovinarji naši so bili tudi književniki, ampak to je imelo poseben pomen, ker samo z besedo se da približati duha umetnosti, če ne pa vse suho pa mrtvo, ne. In Stele je znal to lepo uživeti. Bolj kot v strokovnih tekstih o tisti, ker je skušal približati umetnost, ko je pisoval vzdušje, kakšne cerkve, je sjajno napisal, tako kot Alojz Rebula v literaturi, ko ima vedno cerkev na čelovniku in podobno. Tako da te dobre umetnozgodovinarji so bili tudi umetniki. Danes se pa marsikdo trudi, da ne bi bil umetnik, ker mislijo, da je potem pogled subjektiven, znanost naj bi bila objektivna, ampak objektivno se umetnost ne da nič povedati, samo to, koliko je slika dolga, široka, kater motiv je in podobno, če se pa približati njeno osebino, pa morate z osebnim dotikom se pravi izraziti skozi sebe, ne, jasno, je vse subjektivno v tem pogledu, ne. Tako se tudi vi lotevate te knjige na ta način in tudi sami dejansko pišete pesmi in je
knjiga rezultat tudi tega, vašega. Ja, s tem imam veselje počne. Ko ste prej omenili, da ste en del posvetili tudi Jakcu, sedaj je vaša naslednja stvar, ki jo pišete in ustvarjate, prav knjiga o njem. Veste kaj, ko je ta knjiga išla, me je toliko ljudi čelno gvard naše, pišem o Jakcu, jaz tega nisem imel nikoli namena, ker sem Jakcu že toliko napisal, ne, da nima smisla. Potem sem pa seveda, ko sem pisal doktorat, sem moral take slikovite stvari v opombe. Zdaj sem pa napisal, ne, sem pa to res podbodlo, ravno tako obsežno knjigo, ne, na tak način, da sem približal njegovo osebnost. To je pa imel smisel mogoče zato, ker sem ves čas z njim, sem ga poznal do otroštva, sodeloval in sem si ogromno njegovih rokopisov prepisal, mi on dnevnike posojal, vse to, ker danes ni več dostopno. Zato se ne bi to izgubilo, sem to noter vključil, tako da skozi to govori v veliki meri on sam, ne. In sem ga kot osebnost, ne, skušal približati na tak način, kot ste leta, se pravi ne kronološko in podobno, ampak prek asociativnih povezav, poglavjih, kot so se mi sama od sebe pač ustvarila, celota naj pa mozaično predstavlja njegovo osebnost. Ker tudi ta knjiga nastala tako, ko sem je ta spominski tok, bi rekel, odprl sem kar pisal, potem sem pa razdelil dela na poglavje, pa sem pa še kaj dodajal, se pravi brez načrta, ne. Zdaj, koliko je to zdaj, celota naj bi, mislim, mozaično učinkovala, skratka, tako da, ko se knjigo prebere, naj bi bil celoti razviden, zasnovana pa ni sistematično, ne. Sprav strokovno, ampak bolj romaneskno, čeprav nima spet nič literarnega, ker se pa žal nisem smel nič zmišljati, ne? Ampak je vse samo iz izkušnje oziroma temelji na vernih pa spominih. Vendarle knjiga ima skoraj 570 strani in ima poglavja, kot so pričevanje o Steletovem položaju po drugi svetovni vojni, Steletova plodovita vsestranskost, srečanja s Steletovim kritiškim pisanjem o ekspresionizmu, dejansko vse to, kar ste zasledili kot drobce v njegovem življenju in ste jih sestavili v eno zgodbo pravzaprav, ki lahko nekomu, ki tudi ni iz področja umetnostne zgodovine, poda en zelo zanimiv pogled v zgodovinsko obdobje človeka in njegovo ustvarjanje. Stele je bil zanimiv, ne, vsestransko, se ravno tem je smisel, taka osebnost je bil, vseh področji, ne, ni bil samo umetnosti zgodovinar, umetnost zelo široko, seveda, ne slovenske duha zasledoval, tako da pisal je tudi seveda v vode, naprimer v Timmermansa ga osebno poznal, v knjigi v Breglu je krasen uvod napisal, ne, že pred vojno in podobno, tudi o Leonardu, velikih mojstrih, ali pa najbolj ljudski umetnosti, o ljudskih pesmih, zapisoval si je spomine na Prešerna, njegova strast je bila tudi, skratka, je bil tudi on obupan, ker nimam Prešernove podobne in je plezal tam po Šmarni gori, gledal, da bi videl, če je mogoče le Prešern pa Julija v kakšnem angelčku naslikan podobno, skratka, za vse kulturni slovenski zgodovini je bil domljiv in vse ga je zanimalo in bi je ponmal vsestranski, ne. In zato je tudi urednik Doma in sveta, ki je bil takrat osrednja revija in tam, če gledate, kaj je pisal, je poročal v jezikoslovnih knjigah, o občnih zborih, o vsem. Lucman Naše, to sem tle napisal, je rekel, da so umetnostni zgodovinarji dve vrste. Eni so konjeniki, sprav tisti z velikimi idejami, najpomembnejši, drugi so pešadija, ne, Stele bi pa oboje. On je bil konjenik, če tako rečem, ne. Hkrati je vedno bil skromen po naravi, je vedno, kjer bi priložno rekel, prvi glavni Izdor Cankar, ne. Skratka, se ni silil, tako kot sem kasneje videl, ko so se kolege silili, kdo je prvi, pa protestirali, če kdo na prvem mestu bi omenjen. Steleto ni za kaj tasga šlo, samo za spoznanja, ne. In je dal so prednost Cankarju in sam je pa samo delo se vrgel. In je bil vsestranski, zanimalo ga je vse. In njegova teza je bila tudi ta, pravzaprav, ko smo jo zelo učitali, da je za slovenskega umetnostnega pomembno popolnoma vse, da riskuje, ker je na naših tleh. Naj bo to kvalitetne umetnine ali pa ljudska umetnost. In vsem je poročal, ne. Tudi cela vrsta, naprimer, krajevnih zbornikov, knjig o krajevni zgodovini je šla, on je vsaki lepo napisal poročilo v Dom in svet. Se čutil odgovornega. Tudi zato, da bi spoznali našo preteklost, pa tudi zato, da bi naš narod v tujini spoznali in zato je tudi prvi upeljal pa nekako navzven v tujino našo umetnostno, ko je njegova žena mu prevedla francoščino, njegov prvi prikaz slovenski srednješki fresk, monumenta Arti Slovenice in potem drugi del tudi kasnejših baročnih in z 19. stoletja in je postal tudi mednarodno potem, ne, veljaven je razširil našo umetnost in je tudi čutil zadolžnost, da se obvešča, tudi, da se vključuje v tuje leksikone
naša spoznanja, naše umetnike in podobno. In ker je bilo takrat malo ljudi, je sam se za vse to enostavno podvizal oziroma sam se vsega lotil, da je bil res tudi tak, ne sem konjenik, ampak garač pravzaprav, tako da ima neverjeten opus velik. Profesor Šum je večkrat rekel, da je že nehigiensko veliko pisal. To je mogoče mislil tako, ne, higiensko. On je vsem pisal, skratka, ker je čutil dolžnost in je skušal vsem približati umetnost, ne. In je skušal znanstveno približati in zato je študentom, ne, ki seveda sami dostkrat niso imeli še avtentičnega odnosa do umetnosti, govoril, da ne smejo čustvenih, da mora biti stvarni, čustvenih izrazov uporabljati, ne, ko sem pa preberal njegove tekste, zgrasni poljudne, je pa tam ogromno čustvenega, se razneži ob kakšnih freskah ali pa štukaturah cerkve na Štajerskem, pa reče, da je prečudovita, prelepa, pa je tudi se upal reči, katera slovenska mati Božja je najlepša, skratka, Metzingerjeva iz Šentpetrske cerkve in podobno, ali pa je biser imenoval Uršulinsko cerkev in tako naprej, ne. On je tudi poven metafor, ne. Ko je pa pisal v Ljubljani je seveda intenzivno pisal, ker je čutil to središče slovenske kulture, postalo s časoma v zgodovini, je pa pisal najčistvarno, hkrati pa z eno veliko ljubeznijo, zlasti med vojno, ko je bila ogrožena, je pisal tako, kot da njegovi spisi so taki, kot da bi gledali jamove slike in podobno z veliko ljubeznijo, tako da je v njegovem pisanju zgoščena vsa ljubezen do domovine, veliko znanje, zavest, ne, da je ta umetnost del pač evropske, svetovne, ki pa ima neko specifičnost in zato se je ne moremo sramovati, ampak biti na njo ponosni. Gledal je pa, on je bil še iz te generacije, da se so zgodovinarji upali razglabljati, razmišljati in so imeli tudi domišljijo, oziroma ne domišljijo kot izmišljijo, ampak da so se lahko vživeli v neke procese. In on piše, ko gleda, naprimer v knjigi, je pisal tudi zgodovino evropske, zapadnoevropske umetnosti, gleda procese, pa vidi, ko je nastajala renesansa, pa kako sta se družila severna misel in čut, zasnovnost in podobno, in si podala roke, tako da je celo pomorfno gledal in je nastal barok, ki je hkrati najbolj čuten, hkrati pa najbolj katoliška umetnost. Skratka, imel svoje poglede. In najbolj taka znamenita, danes že pozabljam, ampak med učenci znana njegova ideja ali pa razlaga, ki je segala v zgodno srednjeveško umetnost, je pa tako vani karolinški vozel. To je čas karolinške dobe, ki so bile pletenine, ne, kamnoseške, vse povsod razprostranjene. Je on tukaj videl srečanje vozel, ki ga ni presekal z mečem, ampak razvozlal in sicer rekel, da tukaj srečanje barbarske fantazije, ki je anikonska, se pravi ne dela figur, ampak samo ornamentalna, in pa tradicija antike, ki je pa vladala kamnoseško dejavnost in da je sinteza tega v tem vozlu, naprimer, ta pletenina, tako da imel take poglede in celo, da si je drzno nekaj povedati. Danes taki znanstvo, ki ni več, ampak si nek secere tehnološko, skratka, in celo, ko je gledal pokrajino, imate občutek, da se pred njegovimi očmi kar prikaže, kako je videl nastanek sveta. Naprimer, vesel je bil, ko po prvi svetovni vojni je prišlo Prekmurje, ga prej ni poznal, Jugoslavijo, ne, naš ožji je razvit in takrat se mu zdela Slovenija še bolj popolna. In je potem, ko je gledal Prekmurje, je kar videl, kako so neke gore in podobno, in potem, kako so vedno nižje, Prekšmarne gore in tako naprej. In potem se ta nižava razlega, pa ali pod Madžarski in tako naprej. In na Goričkem nekje vidi pa še v zadnjem vzdihljaje tega, ne. Tako da je kar tudi zemljo pisal, tako je bil on z zemljo povezan, ne, s kulturo in zlasti z arhitekturo, in zato ima tudi take metafore, kako bi rekel antropomorfne ali pa zobmorfne celo, doskrat reče, ker je krasu taka kubična arhitektura, tektonska na strehi so kamenje, kamni, in je večkrat napisal, da ima občutek, da so to te arhitekture preproste, kot neke živali, ki so prilezle soncu iz zemlje, pa si še niso utresle kamna s hrbtov. Skratka, imel je tako tudi intuicijo in fantazijo in čudovito pisal, ne. Tako doživljal je stik z zemljo, z umetnostjo, s človekom, tako zelo prisrčno in avtentično. In zato je bil seveda osebnost. Milče Komelj, najlepša hvala za ta zelo živ in zgodovinsko pomemben pogled v življenje in delo Franceta Steleta in nenazadnje v našo identiteto kot slovenskega naroda.
Želim, da ta knjiga najde čim več poti do ljudi in da bodo tudi tako z navdušenjem, kot ste zdaj vi pripovedovali, oni dojeli to vsebino. Hvala lepa. Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.